Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Včeraj je bila svečnica in stari slovenski pregovor pravi: svečnice dan, zima vam, kar naj bi pomenilo, da se zima počasi poslavlja, a ta pregovor ima še nadaljevanje. To je laž, reče Blaž. Ja, res je tako in tudi letos vremenoslovci napovedujejo še en zimski udar s snegom in tudi mrazom nekje v sredini februarja. Seveda pa bomo videli, kako se bo išlo vreme pač mesecu primerno. Nocojšnji poudarki so: Litijski občinski svet je imel drugo redno sejo. Izbor prostovoljca leta 2022 Zasavja je bil v Litiji. Eti Izlake poslovno leto 2022 zaključil z odličnimi rezultati. V sredo je bila v veliki sejni sobi občine Litija druga redna seja občinskega sveta. Osrednja tema je bila obravnava predloga proračuna za leto 2023 in 2024, ki je bila tudi tokrat pestra, kljub temu, da je Litijski občinski svet dodobra spremenjen in da je v njem veliko novih svetnikov. Letošnji proračun bo imel za dobrih 19 milijonov prihodkov in nekaj več kot 20 milijonov odhodkov. Razlika se bo delno krila iz presežka sredstev iz lanskega leta, ki jih je za dobra 2 milijona, nekaj pa tudi z načrtovanim zadolževanjem, ki se mu bo občina skušala izogniti zaradi izjemno slabih pogojev bank. Proračun sta podrobno razložila župan Franci Rokavec in direktor občinske uprave Ivan Matijevič, v nadaljevanju pa je sledila razprava svetnikov. Teh se je za govornico zvrstilo veliko, domala skupna točka vseh razprav pa je bila uvrstiti še kak projekt iz njihovega okolja v proračun. Kljub številnim pripombam pa so svetniki proračun za letošnje leto, kakor tudi za naslednje, v prvem branju soglasno potrdili, kar se v Litiji že dolgo ni zgodilo. Zagotovo to kaže na razumevanje vseh svetniških skupin do realne situacije občinskih financ in dobro delo na odborih in kolegiju župana. Župan je napovedal, da bo naslednja seja 22. februarja, kjer bo drugo branje proračuna in takrat bomo o njem obširneje poročali. Akcija Prostovoljec Zasavja leta 2022 je doživela zaključek v torek v dvorani Kulturnega centra v Litiji. Dogodek je bil pester in zanimiv, predvsem pa je poudaril pomen prostovoljstva, ki je izjemnega pomena v današnji družbi. Izbira najprostovoljca lanskega leta je potekala v 3 kategorijah, in sicer prostovoljec posameznik, najprostovoljska organizacija in najprostovoljski projekt. Naziv prostovoljec Zasavske regije 2022 so prejeli Andrej Ferk, občina Hrastnik, Brigita Rozina, občina Litija, Bogdan Žibert, občina Trbovlje, Alojzij Klančišar, občina Zagorje ob Savi. Naziv prostovoljska organizacija Zasavske regije je prejela organizacija Zasavska ljudska univerza, občina Trbovlje. Naziv prostovoljski projekt Zasavske regije je prejel projekt Urlaub na vasi, ki ga izvaja kulturno društvo Podkum, občina Zagorje ob Savi. O sami akciji in pomenu prostovoljstva je v svojem govoru povzela Klara Kržišnik, vodja konzalte NVO Litija. V imenu regionalnega centra nevladnih organizacij vse skupaj tudi jaz lepo pozdravljam. Veseli nas, da se po 2 letih zopet družimo o podelitvi nazivov prostovoljec Zasavske regije. In da ta dogodek s sodelovanjem vseh 4 občin in Slovenske filantropije je dejansko postal že naš skupen regijski dogodek, ki uspešno promovira prostovoljstvo v naši skupnosti. Leta 2021 je v Zasavski regiji, kjer deluje nekaj več kot 600 nevladnih organizacij in je bilo manj kot 50 zaposlenih v teh nevladnih organizacijah, je tem organizacijam pomagalo skoraj 2000 prostovoljcev, ki so opravili nekaj manj kot 150 000 prostovoljskih ur svojega dela, kar v skupni vrednosti predstavlja 1,47 milijona evrov, kar kaže na izredno velik doprinos prostovoljskega dela k družbeni blaginji. Sprejemom zakona o prostovoljstvu, zakona o nevladnih organizacijah ter strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva pod okriljem Ministrstva za javno upravo je država pritrdila k pomembnosti obstoja in razvoja nevladnega sektorja
ter se zavezala k sistemski podpori razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Nevladne organizacije, kot pomembne nosilke razvoja in življenja na lokalni ravni, se ves čas soočajo s težavami pri zagotavljanju finančnih sredstev. Zato jih je potrebno podpreti pri njihovem delovanju z dodatnimi spodbudami in ustvarjanjem boljših pogojev za delovanje in razvoj. Prireditev je popestril odličen kulturni program, ki so ga oblikovali najmlajši plesalci Litijskega plesnega društva NLP, trboveljske mažoretke, pevci in pevke mešanega pevskega zbora Latko Korošec iz Zagorja in odlična folklorna skupina Srbskega društva Hrastnik. Vsem prejemnikom priznanj čestitamo. Izlaški eti iz leta v leto žanje vse boljše rezultate. Tako je v lanskem letu kljub vsem težavam, ki so bile še vedno posledica korona krize, vojne v Ukrajini in s tem energetske krize in krize na splošno, dosegla izjemno povečanje prihodkov glede na preteklo leto. Zagotovo k temu v veliki meri pripomore odlično vodenje, nenehno vlaganje v posodabljanje proizvodnih procesov in v veliki meri tudi skrb za upravljanje s človeškimi viri. Njihova razvojna pot je jasno začrtana in poleg tega, da je glavna prioriteta lasten razvoj, so v zadnjem času pozornost namenili tudi posodobljeni obliki blagovne znamke. Zdajle moramo tele 3 leta naslednja, moramo res narediti še en dodaten preskok v smislu še više avtomatizacije, še več zahtevnih delovnih mest, še večjega obsega zaradi tudi ene moči in stabilnosti in predvsem moramo slediti vsem trendom, ki so v naši panogi. To so pa stvari povezane z zeleno energijo, e-mobilnostjo, znižanje porabe energije kot take in jaz sem prepričan, da bo ETI po tej poti šel hitreje, kot gre konkurenca. Ker smo to tudi delali v preteklosti, da bomo rastli hitreje. Ne upam si pa zdaj jaz zelo v stavku ali 2 odgovoriti, kje bo ETI leta 2030. Mi imamo eno svojo pot, ki se je pokazala za uspešno in bomo po tej poti šli naprej. Vabimo vas, da si ogledate intervju z magistrom Tomažem Bergincem v petek 10. februarja ob 20. na našem programu. V eni od prejšnjih novic na ETV-ju smo objavili prispevek o delu turističnega projekta Rudnik Sitarjevec v preteklem letu. Danes pa objavljamo nekaj načrtov in vizij, kakšni so načrti za letošnje leto. Direktorica Razvojnega centra Srce Slovenije, ki to turistično zanimivost upravlja, je optimistična in je prepričana, da bodo rezultati letos še boljši kot lanski. Zdaj, kar imamo v načrtu še v letošnjem letu, je prijava 2 evropskih projektov. Na eno smo skušali že lani v okviru programa Creative Europe, nismo bili uspešni za las, nam je zmanjkalo, tako da smo zdaj trenutno v ponovni prijavi. Gre pa za digitalizacijo te naravne in kulturne dediščine. Rudnik Sitarjevec bo eden od 3 pilotnih območij, kjer se bo ta projekt tudi izvajal, smo zelo veseli. Drugi je pa Interreg Slovenija-Hrvaška, kjer pa želimo urediti zunanje površine pred rudnikom, namreč tam skrito v gozdu so ruševine nekdanje separacije, bi želeli to nekako infrastrukturno vsaj malce urediti in pripraviti nek prostor, na katerem se lahko skupine, ki se izmenjujejo v rudniku pri samem ogledu, tudi zadržijo in tudi delček te separacije digitalizirati, zato da bojo lahko videli, kako so se tiste zadnje faze, ko je ruda prišla iz rudnika, tudi obdelovale. Tako da to so nekje plani tudi za letošnje leto. Če je sneženje v preteklih 10 dneh povzročilo precej preglavic in nejevolje po Sloveniji, pa so se ga vsaj na kratko razveselili v Sopoti. Po 3-letnem koronskem zatišju so namreč spet lahko pripravili sicer tradicionalno prireditev v smučarskih skokih. Športno društvo Sopota je na 3 skakalnicah pripravilo tekmo, ki so se je udeležili tekmovalci in obiskovalci ne le iz Sopote, ampak tudi od drugod. Z današnjo udeležbo smo zelo zadovoljni, udeležilo se je veliko ljudi, veliko je bilo tudi tekmovalcev, večinoma je prevladalo mladih, bili so tudi veterani
Zelo smo zadovoljni, na kar je nas vreme presenetil, prikazal se je sneg. Ena od namer Športnega društva Sopota, ki bo čez 2 leti praznovalo 25-letnico, je bila tudi obuditev smučarskih skokov v dolini Sopote in že več let so tradicionalni. Društvo s trenutno 29 aktivnimi člani je z leti razširilo svojo dejavnost in organizira tudi pohode, rekreacijsko kolesarjenje in celo poroke pri Slaposušjek. Društvo vzdržuje tudi pohodniške poti v Sopoti, območje Solzic in Slapasušjek, skupaj z ostalimi društvi in krajevno skupnostjo Podkum pa skrbijo tudi za naravo in preostalih 5 slapov na tem območju. V torek je bil v knjižnici Litija prvi literarni večer v letošnjem letu. Na njem je mlada literarna ustvarjalka in založnica Petra Škarja predstavila svojo knjigo Akrobati. Zanimivost te knjige je, da je v njej popisala izjemnega človeka, doktorja Jureta Kneza, soustanovitelja družbe DV Soft, ki se je v kratkem času povzpela do neslutenih višin in je v samem vrhu svetovnih podjetij iz te branže. Seveda nas je zanimalo, zakaj se je odločila za to tematiko in kako je knjiga nastajala, in povedala je. V prvi vrsti sigurno zato, ker je mene izjemno inspiriral, kar se tiče podjetništva, in sem se začela zgledovati po njemu, po njihovem sistemu solastništva zaposlenih in bolj ko sem ga spoznavala, bolj sem ugotavljala, da ima neke poglede na svet, neka znanja, zakaj ne bi to delili še z ostalimi? Bi bilo egoistično, da ne bi. Pa sem poprobala, pa ustrajala, da dajva to nekaj v knjigo zapisati, pa se je začelo. Kakšno je bilo sodelovanje z Juretom? Super, zato ker res pusti, da vsak dela tisto, kar obvlada, kar želi, spodbuja kreativnost, upošteva ideje. Mislim, da je bilo res milina ustvarjati. No. Povejte, ste zadovoljni z izdelkom, oziroma je Jure zadovoljen? To boste mogli Jureta vprašati za Jureta. Jaz pa, veste, vsak avtor je potem malo samokritičen, seveda bi se dalo kaj še boljše, ampak lahko pa rečem po odzivih bralcev, tisti, ki se javijo, da marsikomu izjemno pomaga predvsem v pogledih na svet. No. In midva sva rekla, če enemu bralcu na nek način polepšava življenje, je namen dosežen. Torej, z tega vidika je uspešna. Ja. Petra, kaj pa pomenijo takšne predstavitve, kot jo imate danes v knjižnici Litija? To pa poleg tega, da širimo informacijo o knjigi, da ljudje sploh vejo, da to obstaja, se mi zdi, da je v moji duši pa tudi to, da širimo kulturo branja, pisanja, ljubezen do knjig in obožujem knjige in želim in upam, da s takimi zadevami tudi to širimo. No. Za konec pa še nekaj napovedi. Na naš program se vrača oddaja Skok v šport. Športne novice si lahko ogledate že danes takoj po novicah na ETV, sicer pa bo odslej oddaja na programu vsak ponedeljek ob 20. uri in bo nadomestila oddajo Začnimo teden z Lili Sorum. Vabimo vas, da si v prihodnjem tednu ogledate posnetek seje občinskega sveta Hrastnik, ki je bila včeraj. Termin najdete v našem programu. Ne bo pa odveč opozorilo, da bo cesta Litija-Zagorje v prihodnjem tednu v celoti zaprta zaradi del na galeriji Šklendrovec. Torej od 6. do 10. februarja vožnja ne bo možna in zavedamo se, da ta podatek ne bo razveseljiv za vse, ki se dnevno vozite v tej smeri. Obvoz bo čez Vače. Hvala za pozornost in pozdravljeni do prihodnjič.